pokaži Jožetu. Ne, stoj. To, samo raste. Ja, samo raste. To je navadna smetana, je kakšna Tu smo pa veliko luknjo naredili, ha? O, mečka. Še meni za ono okno. Kaj? Marjan je pa čisto zaresno vzel delo. Mislim, to ne moreš verjeti, ne? On dela in dela. On bo celo hišo podrl. Jože, kaj bomo mi da na to komentirala? Jaz. Marjan, meni se zdi, da bo prišel do travo gor. Marjan, samo okno damo noter, hišo pust, lega. Nehaj, lej. Dajte mi več pištole. Okno noter, ne hišo podred. Ne, zdaj bom nulo. To je ena smola taka, ki drži še 85 let, brez da jo kaj vreme potepa. Primorščino pa nekje in ben ne razume. Življenje so ene štenge, da greš ti po njih čagor. Čakaj, zapel. Ti pa življenje se ene štenge, tu pa tam je pa tudi kako okno. Dajmo. Življenje so ene štenge, da greš ti po njih čagor. Kadar pa do vrha prideš, voljeni poti navzgor. Življenje so ene štenge, da greš ti po njih čagor. Kadar pa do vrha prideš, voljeni poti navzgor. 1, 2, 3, 4, kako je fajn, ko se gremo cigo-migo, ko se gremo cigo-migo, kako je fajn, ko se gremo cigo-migo, hec pa mora biti. Kako je fajn, ko se gremo cigo-migo, hecamo se cigo-migo, ko se gremo cigo-migo, kako je fajn, ko se gremo cigo-migo, hec pa mora biti. Kamera, pazi, tale hiša se ruši. Jože in Marjan sta prišla. Jezus, kako luknjo smo zdaj naredili. Spet smo morali vse sami narediti. Besede ni držal, pa smo rekli, hec pa mora biti. Hecamo se cigo-migo, ko se gremo. Kako je fajn, ko se gremo cigo-migo, hec pa mora biti. Cigo-migo, hec pa mora biti. Cigo-migo, hec pa mora. Toliko smo skopali in zdaj ugotovili, da je tle glavna žila. Ja, kakva žila? Žila, zlato imaš noter. Zato je tako trdo. Pade, kjer porine sin slovenske domovine. Evo, super. Samo še zravnamo, podložimo. Še kajle, 3 kajle. Zdaj si pa tako luknjo naredil, da bo to dosti pene, veš? Ja, to bo pa mal tu drag strošek. Ja, to bo za eno. Očke so me mal prevarali, ali pa je ki hiša stara, pa je šel mal po strani, pa Zdaj pa še glavni in odgovorni majster gleda, če je to vse prav. Kladivo mogoče. Kaj bi mi brez Jožeta? Tu imamo vse po žepih, Cegel, beton, švas aparat, kaj še rabi? Aspirinček. Marjan, Ja, ti tudi nekaj delaš za otroke, ne? ja. Veš, koliko rekvizitov imam polno avto. Tudi škratka imam, Dobro, zdaj tudi, če si mi konkurenca, ne bomo rekla, kakšne rekvizite bomo potem kaj pogledala? Ja, če lahko. Ja, bomo, da vidim. Ko začnem enkrat nosim s kombijo ven, tu ni konca.
dokazala sta, da obvladata ne samo petje in zabavo, ampak tudi delo. Ja. Tako da hvala lepa za te ograjene okne. Lep spomin ste nam pustili. Ja, definitivno. Zdaj gremo še malo v notranjost delati, ne? Nista pričakovali, da bo tako v nulo, a? Ne. Ne, zdaj še 10 minut ne bo to, da bo ta okno držala. Vsak enega, kar postavimo se tam. Ne, gremo zdaj noter, ker še imamo kar nekaj dela, tako da potem pa spet malica. Greš pa tema, malica, ja. Tako, najedli smo se, želočki so polni, zdaj pa še jaz mojo konkurenco predstavim, ne, ker konkurenca je zdrava in jaz nimam nič proti. Tako da Marjan je en tak navihan fantek, ne, ki ima svoj program otroški, ne, tako da Marjan, kar ti malo več zdaj povej o tem, ne? Ja, to je nov CD in DVD na Marjan Uljan Malibu, otroška zabava za male in velike, z naslovom Z glasbo in gibanjem do zabave in smeha. Ja, tole da slučajno ne pade kak dež, ja? No in jaz imam vedno v avtu, kamorkoli pridem, ne? Ja. Tudi če ne grem komu domov na res ne imam, okej? Imam. In nedolge nogi, z mano štric bi hodile, poglej njen nasmeh, krokodilčke v očih, modna pista odslej, bo po mojih kolinih, sam bom čuval nasmeh, krokodilčke v očih. Da vidimo. Čala so taka, da morajo biti skozi gor, ker boljše vidim z njimi. Ja, in kaj ima ta vlogo, ta žabca? Žabica, to imam, jaz sem 12 pesmic in tudi 12 videospotov na te pesmice, super, ne, otroških, in tudi ena med pesmicami je Žabica. Vendar si želim še vedno, da njene dolge nogi z mano štrič bi hodile, poglej njen nasmeh, krokodilčke v očeh, modna pista odslej, bo po mojih kolinih. Tole je prispodoba za pesmico z naslovom Če si slabe volje. In če si slabe volje, te moramo mi narediti, da boš boljše. Zato pa je račka ena taka gaga, ne, da skozi nekaj. Tako kot mi znamo, ne? Tako. In ti gre potem, če te malibuje Klavdija zabavajo, gre na bolje. Aha. Veš? Sam se zdaj potikam na okrog, daleč stran od njenih dolgih nog, daleč stran od modnega sveta, vendar si želim še vedno, da njen. Danes ste bili res izredno pridni, ne? Dragi gledalci in gledalke, naš Marjan iz skupine Malibu je pripeljal najlepše presenečenje strašnega Jožeta in res sta bila pridna. Z Jožetom Lukmanom smo seveda vstavili ta okna in zelo uspešno, tako da se vam res v imenu naše dežele Škratov zahvaljujem za vajin, kako bi rekla, prispevek k naši deželi in hvala še enkrat, no, res. Hvala tebi, Klavdija, predvsem pa za pretirane komplimente. Nisem niti lep, niti priden. Si pa tu pa tam kaj zraje tam. To smo pa hitro nabirala, ko si ti iskala tale mikrofon in to je to. Konec koncev drugič pa, če treba res toliko delati, nas ne kliči več, no. Hvala lepa tudi Lukmanu, ker je potrdil, da so dobro naredila. Ajde, dečki moji. Skupaj želimo, da bi tole res pridom služilo temu namenu. Klavdija, imaš super idejo in mi si vsi želimo, da bi
otroci tule zelo, zelo uživali, če jih pa zmanjka. Kaj pa bomo jih naredili? Povej pa še kaj naredimo. Ja. Super, hvala. Seveda, če bomo imeli takšne dobre glasbene goste in vse druge znane znane Slovence, bi jaz temu rekla, in naše prostovoljce, ki nam pridno pomagajo, potem sem zagotovo prepričana, da bo uspelo. Tako da, ajde, marš, malica. Jaz se pa še od vas poslovim, drage gledalke, gledalci, z tem čudovitim šopkom rož in spremljate še nas naprej, kajti spet smo z vami čez 14 dni, torej lepo pozdravljeni iz dežele Škrata. Mi Primorci smo.